Vabljeni učenci! V tem tednu in prihodnjem tednu se bomo pripravljali na govorni nastop na temo jeseni. Z učiteljico Katarino sva ti pripravili nekaj navodil. Govorni nastop bo na temo jeseni. O jeseni smo se že veliko pogovarjali, nekaj pa se še bomo tudi v tem in naslednjem tednu, tako pri spoznavanju okolja kot pri slovenščini. Tule sva ti z učiteljico podali nekaj možnih tem, ki si jih lahko izbereš. Izbereš si eno temo. Lahko si izbereš živali jeseni, lahko si izbereš ljudje in jesenska opravila, jesen v gozdu, jesen na vrtu in njivi. Lahko si izbereš eno od živali, ki smo jih omenjali, ali pa si izbereš katero drugo in jo bolj natančno opišeš. Lahko tudi sam poiščeš in izbereš svojo lastno idejo za temo. Za nastop pripraviš nekaj slikovnega gradiva. Lahko narišeš na list, lahko poleg kaj zapišeš in to fotografijo tega pošlješ učiteljici. Pri pripovedovanju boš imel tako uvod, v nadaljevanju bomo pogledali, kaj boš v uvod vključil, kot osrednji del, ki je najbolj obširen del, in potem na koncu še zaključek. Ko pripovedujemo govorni nastop, pazimo, da pripovedujemo razločno, razumljivo, da govorimo počasi, da ne hitimo, da smo dovolj glasni, da nas sošolci slišijo, in da govorimo s knjižnimi besedami. Po 14. decembru bomo izvedli govorni nastop. Ali v razredu, ali pa preko Zoom srečanja. Razmisli, ali boš svoj govorni nastop predstavil v skupini, tako da te bodo lahko slišali tudi drugi sošolci, ali pa boš govorni nastop raje predstavil samo učiteljici. Govorni nastop naj ne bo predolg, naj traja samo od 4 do 5 minut. Naslednjega ponedeljka razmisli, katero temo boš izbral. V svoj govorni nastop boš vključil, zakaj si izbral to temo, in tako boš govorni nastop tudi začel. V nadaljevanju boš predstavil značilnosti izbranega ali jeseni, ali živali, ali ljudi. Če boš govoril o letnem času jeseni, se boš posvetil vremenu, povedal boš, kaj se dogaja z rastlinami, živalmi in z ljudmi v tem letnem času, kako je z dnevom in nočjo, kaj v naravi opaziš, kako se narava spreminja. Če boš predstavljal živali, boš povedal njihove dele telesa, povedal boš, s čim so pokrite, jih opisal, povedal, s čim se prehranjujejo, kakšno je njihovo prebivališče, kakšne imajo mladiče. Če boš predstavljal vrt in polje, boš pa povedal, kaj ljudje delamo jeseni na vrtu in polju, katero orodje uporabljamo, kaj poberemo z vrta, kaj posadimo mogoče tudi jeseni. V nadaljevanju lahko pobrškaš še za kakšno zanimivostjo o izbrani temi in zaključiš z neko kratko mislijo. Lahko poiščeš kakšno uganko, lahko kakšno pesmico, ali pa samo poveš, če si se kaj novega naučil, ko si raziskoval o svoji temi.